Prižgali smo tretjo svečko na adventnem venčku. Svečke so bele barve. Spominja me na začetek adventa, ko smo s mladimi delali adventne venčke in smo jih naredili kar precej, ampak nismo pa našli vijoličnih barv. V celotnem vesoljnem Celju ni bilo vijoličnih svečk. In potem sem se vprašal, kako to, da so vijolične svečke izginile z adventnih venčkov, v glavnem so bele, v glavnem so rdeče. Adventna barva je vendar vijolična. Ampak tudi bela in rdeča ni napačna. To je božična barva, Kristusova barva. Moj ženin je bel in rdeč, pravi visoka pesem. In to se nanaša na Kristusa. Ampak vijolične barve so nekako izginile in zdi se, da se advent rahlo izgublja na račun močnega predbožičnega dogajanja, ki dobiva v širši javnosti ime Veseli december. Veseli december ni advent, tu moramo biti zelo pozorni. Veseli december je v glavnem potrošniški praznik, čeprav tudi zelo družaben, ker so zaključki po firmah, prijatelji se srečujejo, ljudje si čestitajo, se obdarujejo, ima to lepo družabnost. Ampak nevarnost je, da kakor se izgublja vijolična barva, da se izgublja tudi duh adventa. Ravno tretja adventna nedelja, ko pred nas stopi Janez Krstnik, nam pove, kaj je advent. Advent je klic k spreobrnenju, zato ima vijolično barvo, zato je ta barva enaka, kot je barva v postu. Torej, je klic k spreobrnenju, je nek resen trenutek. Kakor so stopili pred Janeza Krstnika vojaki, pa cestninarji, se pravi državni uslužbenci, pa ostali ljudje, preprosti ljudje in spraševali, kaj naj storimo, podobno tudi smo mi v vsakem adventu povabljeni k notranjemu spreobrnenju, k vprašanju, kaj naj storim, da bi bil boljši, kaj naj storim, da bom božič doživel lahkotnega, očiščenega srca, prijetnih misli, brez bremen, ne, da bo to res božič. Torej, klic k spreobrnenju ne sme se nikoli izgubiti, čeprav seveda sodelujemo tudi v splošnem dogajanju, hodimo po trgovinah, trgovine so že zelo kričeče v adventu, ne. Ampak ta resnost, vijolična resnost, če tako rečem, ne sme izginiti, potem bomo izgubili advent. Če smo že pri barvah, vijolično barvo dobimo iz rdeče in bele, oziroma iz rdeče in modre. Iz rdeče in modre, modra je hladna, rdeča je topla. Modra, bi rekel, je resna, ne, opozori, torej bi rekel, prav na ta vidik lahko ostrine, spreobrnenja. Rdeča pa je torej bolj mehka, vesela, živahna in te spominja na ljubezen, na hrepenenje. Kar je pa druga velika duhovna poteza adventa. Spreobrnenje, potem pa hrepenenje. Hrepenenje po dovršitvi, hrepenenje po srečanju, hrepenenje po objemu z oljubljeno osebo, ne, to je to pričakovanje. Advent torej ima v sebi v vijolični barvi to ostrino spreobrnenja in ima v vijolični barvi skrito tudi hrepenenje po ljubezni, po srečanju. In tak naj ostane in Bog vas blagoslovi.